Posledice, ki sledijo hitremu kopnenju snega, so običajno razlivanje rek in poplavljanje. V nevarnosti so tako predvsem stanovanjske hiše v neposredni bližini vodotokov, za katere se lahko pričakuje, da bodo narasli. Za danes oziroma jutri so napovedane še zelo nizke temperature, tako da se nekako teh naštetih vaših posledic še ne bojimo. Gasilci imamo pa z veliko snega oziroma nizkimi temperaturami zdaj drugo delo. Kopnenju oziroma topljenju snega se lahko ob otoplitvah pridruži še deževje, ki znaša dodatno dvigniti nivoje vodotokov. Kolikor pa bo v drugem tednu zaradi obilice snega in pa napovedano je tudi neko deževje oziroma plus temperature, se zna zgoditi, da bomo pa že imeli težave z povečanimi vodotoki in pa posledično seveda s črpanjem vode. 5. novembra 2012 so v poplavah reke Drave najslabše odnesli prebivalci Malečnika, ki od takrat niso nehali poudarjati pomena primerne ureditve reke, ki teče tudi čez Maribor. Imeli smo na to temo sestanek za reko Dravo že 10-krat, zgodilo se še popolnoma nič ni. Tisto, kar je bilo zapisano, se ne uresničuje, to pa je tak fama slovenske politike, pišejo eno, delajo drugo. Dokler ne bomo pristopili celovito tem rešitvam in ko bo nekdo prisluhnil ljudem, ki ob tej Dravi živijo, bo pač stanje kakršno je. Težave ureditve reke Drave po mnenju prebivalcev Malečnika povzročajo tako imenovani otoki. Če je zaprta za raznimi otoki, da pravijo ptičarji, da ptice gnezdijo, potem moraš nekoga vprašati, tu res po zdravi kmečki pameti. Drava bi morala biti očiščena, od mosta dol bi moralo biti na levi strani nasip narejen, kar so že mislim predlansko delali meritve. Zaščititi je treba levi del tega naselja in bi bilo tu življenje potem malo bolj varno. Dokler se pa to ne bo zgodilo, smo pač v takšni situaciji, kakršni pač smo. V Dupleku so se težav lotili konkretno. Zgradili so dolg nasip, ki bo ob morebitnih poplavah omejeval razsežnosti poplav, ki jim tam niso tuje. V Dupleku je pravzaprav Drava zasuta z prodom. Kaj se je dogajalo? Jaz sem takrat županu rekel, zdaj pa pogledajte, kakšna logika je, da mi material dovažamo iz drugih krajev na ta nasip, če ga tu not v Dravi je ogromno, tisti prod bi morali z Drave očistiti ven, niti ne bi rabili voziti nekega nasipa, nekdo je tu pravzaprav imel druge interese, kako zaslužiti na lahki način. Navkljub vsem trudom je zadeva v Malečniku še zmeraj odprta. Kljub številnim pobudam, predlogom in obljubam prebivalci Malečnika vztrajajo pri ureditvi.